Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci, v tokratni vroči temi na portalu domovina.je. Prejšnji teden smo lahko pogledali si posnetke, kako so odpeljali živali iz ene od kmetij. Le 4 dni potem, ko je veljal zakon o zaščiti živali. In danes bomo spregovorili prav o tem. Lep pozdrav sedaj želim poslanki Nove Slovenije, gospe Vidi Čadonič Špelič. Pozdravljeni. Bogdaj, dober dan. In pa lep pozdrav predsedniku Sindikata kmetov Slovenije, gospod Anton Medved. Lep dober dan. Mogoče najprej, da je prišlo po ocenah nekaterih do spornega zakona o zaščiti živali, je po svoje potreboval Marinblu. Takrat ste, tako kot danes, s prstom, gospa Vida Čadonič Špelič, pokazali na inšpektorje. Zakaj? Takrat so inšpektorji naredili veliko strokovno napako. Edino veterinarska inšpekcija je imela zakonsko podlago, da bi takrat zaprla Marinblu in s tem jasno pokazala temu nosilcu dejavnosti, pa tudi celi Sloveniji, da jemlje svoje poslanstvo resno, kajti glede na posnetke, ki smo jih videli, je bilo tam toliko umazanije in celo črvičke smo videli, da bi bilo takrat treba enostavno ta obrat zapreti. Takrat inšpekcija ni reagirala pravilno, ampak to ni osamljen primer. Inšpekcija oziroma Uprava za varno hrano že kar nekaj let ne opravlja svojega poslanstva. Vendar ta zakon po moji oceni vendar nima direktne vzročne povezave z nedelom inšpekcije, razen na Upravi za varno hrano ni bilo nikogar, nobenega strokovnjaka, ki bi se uprl temu poslanskemu zakonu. To je treba povedati, da so se poslanci oziroma poslanke vladajoče koalicije, 3 dame, vsaka iz ene stranke vladajoče koalicije, odločili, da bojo pač sprejeli nov zakon po njihovi meri. Odzad so bili seveda opogumljeni z podporo predsednika vlade in njegove partnerke in naredili so zakon po svoji podobi in na to smo opozarjali strokovnjaki, zdaj pa vidimo dejansko, kako zelo škodljiv ta zakon je za slovenskega kmeta. Gospa Čadonič Špelič, me zanima, ali ste kakorkoli posegali oziroma želeli posegati v delo inšpektorjev, kar vam nekateri očitajo v minulih dneh? Zdaj, gledajte, jaz sem bila dolgo let predstojnica organa, ki ima v svojem sestavi tudi inšpekcijo. In predstojnik organa je dolžan spremljati, kako delajo inšpektorji, tudi inšpektorje usmerjati, predvsem jih pa opozarjati, da pravilno uporabljajo materialno pravo, v tem primeru govorimo o zakonu o zaščiti živali, in na drugi strani procesno pravo. In to sem, ko sem bila vodja tega organa, to se pravi direktorica Uprave za varno hrano, mnogokrat inšpektorje na to opozarjala. V tem zadnjem primeru pa nisem naredila nič drugega kot to. Glede, inšpektor je pri svojem dejanju samostojen. Kaj to pomeni? Da na kraju samem ugotavlja dejstva, da mu pri tem ne sme nihče sugerirati. Potem pa na osnovi teh dejstev v skladu z vso veljavno zakonodajo, predvsem pa za proceduralno zakonodajo, vodi postopek. In jaz opozarjam samo na proceduro, da je bila nepravilna, da je bila pomanjkljiva in kar je najbolj pomembno, stranka v postopku, naj si bo kdorkoli hoče, v tem primeru je to kmet, ni imela možnosti izjasnitve, to se pravi se pritožiti na te ugotovitve. Iz zapisnika, o katerem lahko kasneje morda rečemo kaj več, je razvidno samo to, da ni nič razvidno. In zaradi tega se meni ta postopek postavlja pod vprašanje in kot političarka, pravzaprav kot nekdo, ki je opozarjal na napake pri sprejemanju dotičnega zakona, sem sedaj dolžna tudi povedati resnico in zahtevati, da se v tej državi spoštuje zakonodaja. Samo to sama opozarjam in prosim, da ne rečem, da sem tudi na nek način dosegla to, da se je trenutni minister za kmetijstvo odločil kot politik, da je podvomil v pravilnost peljanja inšpekcijskega postopka in se sam odločil za izredni nadzor. Gospod Medved, mogoče še nekaj o izrednem nadzoru v nadaljevanju. Dejstvo je, da so nekatere živali po državi zanemarjene. Se najde kakšen kmet, ki ni vzoren, ampak
Ali je to pravi način reševanja tega problema, kot smo ga sedaj videli s tem preko novega zakona? Glejte, nikakor to ni pravi pristop do odvzema živali, kajti vemo, z tem je v slovenskem družbi, kmetijski družbi postal močen nemir. Dvom v postopek, kajti vemo, da bi inšpektorica, ki je prišla na kmetijo, prvič morala kmeta opozoriti, mu tudi naložiti pregled oziroma odpravo napake, v drugem primeru seveda pregledati, ali je ta napaka odpravljena, če ni še enkrat in potem le odvzeti živali. Vemo, da živali so bile v dobri kondiciji, živali so bile blatne zaradi vremena, kajti vemo, 8000 let nazaj je kmet oziroma človek živali postavil v hlev zaradi pomanjkanja hrane, zaradi povečanja pridelave hrane. In posledično je tudi sedaj ta težava nastala, ker nekateri še so naravno kmetuje in tega je kar nekaj v Sloveniji in letos je pač narava takšna. Menim, da v Sloveniji vsak kmet, ki prideluje strateško orožje, ki ne ubija pa takrat, ko ga ni. In to je hrana. Gospod Medved, kako ste vi kot kmet, pa tudi kot predsednik sindikata doživeli ta odvzem goveda in tudi povezali ste se z prizadetim kmetom, je tako? Je tako. Glejte, mi smo ta dogodek doživeli nekako šokantno, zastrašujoče, začeli so nas klicati kmetje, seveda takoj smo poslali našega predstavnika, da si je kmetijo ogledal na kmetiji, ker je on pač ekološki kontrolor, ni opazil večjih napak, je že res, da je bilo tam blato, vendar sem povedal zaradi letošnjega vremena in seveda ga je tudi opozoril, da pač bi morali te stvari odpraviti, kar niso tako riskantne, da je živino bilo potrebno odvzeti. Je pa to, da je to res tisti poseg, ki je ustavno sporen in pa tudi kršenja zakona o zaščiti oziroma zakona o kmetijstvu in še kaj bi lahko dodal. Kot še enkrat poudarjam, ostro smo nastopili proti inšpekcijski službi, ker je ravnala neskladjo zakonodajo. Naši kmetje z celega terena vsak dan kličejo, pozivajo, da je treba nemudoma temu kmetu pomagati. Poskušali smo pridobiti tudi pravno pomoč in seveda mu tudi svetovati. Vsekakor zahtevamo, da se živali nemudoma vrnejo na mesto izvora. Kajti, kot so živali odpeljali brez spremljajočih potnih listov, je kršen osnovni zakon. Zakon, ki je predpisuje, kako je treba živali ravnati. In te živali še nekaj so bile zelo dobri kondiciji, bile so breje, 19 krav je bilo breje z plemenskim bikom, brezrožnatim bikom, mesnatim tip, ker je pač kmetija se odločila, da bo pač šla v mesnati tip. In poglejte, vraga, ta kmetija ima predvidenega mladega prevzemnika. Mladih prevzemnikov v Sloveniji zelo manjka. In temu mlademu prevzemniku so odzeli voljo in posledično tega tudi večina mladim kmetom v Sloveniji. Gospod Medved, imate podatek, kako je zdaj s temi živalmi? Ja, če imamo pravo informacijo, živali bile razseljene, gospa, ki je pomagala na tej naklade živali, ima celo eno žival pri sebi doma. Če imamo pravo informacijo, ni pravilno oskrbljena, je krmi brikete, krmila, nevolimozne krme in krava že ima celo drisko. Se pravi, posledica tega odvzema je že, je krava zbolela. Potem druge krave so na več lokacij razseljene. Kolikor bo potem te krave pripeljali nazaj, bo tudi težava zopet sobivanja. In kmetu je povzročena in duševna, finančna, velika škoda. Trajna posledica bo to kmetija imela. In zato se ti ljudje, ki so ta ukrep sprejeli, so bili nestrokovni. Preglednica oziroma inšpektorica je bila strokovno neusposobljena, kajti ravnala je v skladu svoje empatiji. In to naša politika tolerira in to je treba nemudoma preprečiti. Gospa Čadonič Špelič, gospod Medved je naštel kar nekaj zadev. Kaj pa je po vašem strokovnem merilu šlo pri tem odvzemu narobe? Pri tem odvzemu je šlo narobe vse. Težko bi našla, kaj je bilo v resnici v redu.
Z edino stvarjo, s katero se dejansko strinjam, je to, da so bile živali blatne in morda so bile res na kupu v tistem trenutku, v tistem blatu in bi lahko kmet krmišče premaknil na bolj suho. Ampak to krmišče bi bilo naslednji dan ali dva ponovno enako blatno, kot je bilo to. Lejte, rada bi povedala kot veterinarka, da je bila narejena nepopravljiva škoda tako kmetom, na drugi strani pa tudi veterinarskim inšpektorjem, ki jih je večina strokovnih, ker ti to kaže na en izrazito nestrokoven način poseganja v lastninsko pravico določenega kmeta, v tem primeru tega kmeta gospoda Možgana. Kot strokovnjakinja, rekla kot veterinarka, bi opozorila na dvoje, da ljudje nikoli ne smemo primerjati svojega življenja v dnevni sobi z življenjem živali. Krave, na primer, se najboljše počutijo tam okrog 4 stopinje Celzija. Vlaga in blato jih ne moti tako, kot je videti na ekranu iz naše tople dnevne sobe. Ta hlev je v mesecu, mislim, da septembru, pogledal domači veterinar. Ni ugotovil nobenih zdravstvenih težav. Edino, kar je iz zapisnika veterinarja razvidno, je, da bo treba hlev počistiti in da je hlev nekoliko teman. To se pravi, da ga bo treba izboljšati. Ampak te živali, pazite, niso bile v tem trenutku v hlevu, bi jih pa verjetno v času zime in snega gospodar peljal v hlev. Drugače pa tudi sam način odvzema, najprej veterinarski del inšpektorice. Ona je naredila nepopravljivo škodo s tem, ko je živali, ki morajo biti že več kot 20 let v naši državi označene z ušesno številko, razposlala po svetu in ni v zapisnik zapisala ene številke. Nikoli več ne bomo vedeli, katere živali so dejansko bile tam na kmetiji, katere živali so nekje razseljene in katere živali se bodo ali prodale ali pa vrnile nazaj. Tega nikoli več ne bomo videli. Tudi način nakladanja ni bil strokoven. Tisto govorim, kar smo videli v sredstvih javnega obveščanja. Jaz nisem bila tam. Vlekli so živali za rogove, ena od krav, mislim, da je bila breja, je padala po tleh, ločevali so krave in teleta. Te krave bojo dobile mastitis, če ga zdaj nimajo, če ne bojo zdraven njih teleta. To se pravi, toliko enih strokovnih napak je bilo. In veste, ti odvzemi so se delali tudi prej, vendar so bili pri odvzemu ponavadi 2 veterinarska inšpektorja, lečeči veterinar, predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice, to se pravi strokovnjaki, ki so najprej pregledali živali in se na osnovi strokovnih argumentov odločili, ali jih bojo res vzeli in kako jih bojo odzeli. To vse je bilo, veste, delano po navdihu, po Facebook navdihu sedanjih dam, ki v resnici vodijo kmetijsko politiko. In jaz si želim samo to, da bi na tem primeru pokazali, kako politika, kadar gre res za življenje kmetov, za oskrbo, za samo oskrbo, da takrat politika nima kaj delati v teh zgodbah. Politika lahko pove svoje želje, da usmeritve, ampak odločati na koncu, kaj je prav in kaj ni prav, mora stroka. In v tem primeru je ta stroka umanjkala. Jaz sem pa prepričana, da je v tej državi na eni strani toliko veterinarskih strokovnjakov, ki si bojo upali povedati resnico, na drugi strani pa upravnih strokovnjakov, kot je na primer profesor Pirnat, ki je že za enega od časopisov povedal, da takšen način, govorim o tem zapisniku, ki zmore 2 vsebinska stavka, da takšen način je dejansko nedopusten. Nedopustno je za nekatere tudi to, da vi ta zapisnik kažete naokrog. Nedopustno bi bilo, če bi jaz in kot političarka in kot veterinarka bila tiho.
ob teh zgodbah. Glejte, na tem zapisniku ni nikjer nobene oznake, da je zaupen. Na tem zapisniku ni nič zaupnega. Jaz ne vem, kdo ga je dal v javnost. Morda ga je dal lastnik v obupu, da bojo ljudje videli, kaj se mu dogaja. Jaz sem ga dobila v sredstvih javnega obveščanja. In če kdo misli, da sem kakršenkoli zakon kršila, naj to jasno pove ali me prijavi. Veste, veterinarski zapisniki veterinarskih inšpektorjev niso bili nikoli tajna, saj gre za javno službo, za javna dejanja. Jaz bi še posebej rada opozorila vse tiste, ki so zdajle jezni name, ker si upam komentirati. Jaz ne komentiram njenega dejanja oziroma njenih odločitev na kraju samem. Bo jih pa morala spraviti v pravno formalno formo. Se pravi, to, kar sem jaz videla v sredstvih javnega obveščanja, jaz komentiram samo to. In to ne vzdrži ne strokovne, ne pravno formalne presoje. Bomo pa videli, kaj bo dejansko stroka, za katero upam, da jo je pozval minister Šarec, se je javno obljubil slovenski javnosti, bomo videli, kaj bo rekla. Prosim. Tu bi jaz dopolnil gospod Vido, iz tega zapisnika ni popolnoma nič razvidno. In v tem smatramo, da so bile živali popolnoma zdrave, odzete. Zakaj to govorim? Govorim nekaj, kot poznavalec živali, ki se pasejo celo leto na paši, so bile vajene te živali, da so ljudi, kaj ti ljudi, živali niso begale od njih. Vemo, da živali, ki so prosto letijo, jih ne moreš uloviti. Pomeni, da so bile dobro oskrbovane. Drugo, kolikor bojo krave bolane, mastitis in tako naprej, kar je znajo zdaj vse učitati, bo posledica tega odzema. Živali so bile v stresu, verjemite, in to v močnem stresu, in je to nepopravljiva škoda za živali in kmetijstvo. Blateni smo inšpektori, slovensko kmetijstvo, in še enkrat bom poudaril, slovensko kmetijstvo nikoli več ne bo takšno, kot je bilo do zdaj. Glejte, sedaj po terenu, vemo, da 10 tisoč živali na sonaravni paši zunaj, celo zimo jih imajo celo zunaj. Ti ljudje panično umikajo živali v hleve, tudi v hleve, ki so sedaj zatemnjeni ali karkoli. Živali se pa vendar bolje počutijo v naravi. In to je tisto, kar je zelo, zelo zaskrbljujoče. Še enkrat poudarjam, živali je treba nemudoma vrniti nazaj na izvor kmetije in potem seveda postopkovno zapeljati v pravo smer. Če želimo, da slovensko kmetijstvo ne bo tako oblateno. In to je velik madež na vse, ki delamo kmetijstvo. Gospod Medved, pa če greva še k izvornemu grehu, torej k zakonu o zaščiti živali. Dejstvo je, da je stroka opozarjala, da zakon kot takšen ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Na to je opozarjal tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Sedaj se bo odzval celo Državni zbor, Državni svet, ki bo predlagal ustavno presojo. Kje je torej sistem zatajil, da je tokrat popolnoma izrinil stroko? Poglejte, mi smo, ko smo videli poslanski predlog tega zakona, smo nemudoma obiskali poslanske skupine, poskušali dogovoriti, da bo nekako življenjski ta zakon o zaščiti živali. Nikakor nas niso poslušali poslanci, vodje poslanskih skupin. Želeli smo vključiti z veterinarsko stroko, kmete, potem kmetijsko stroko, da bi to nekako pripravili, da bi bil to sprejemljiv za vse. Ne trdimo, da zakon je v celoti slab, ima pa ogromno notre napak, ki ogrožajo kmeta. Je potem ta zakon bila veliko večino sprejet v Državnem zboru. Z Državni svet smo ji dali veto z enim glasom proti, se pravi z veliko večino. Veto je bilo sprejeto, Državni zbor je to še enkrat na naslednji seji zavrnil. In sedaj po 4 dnevah delovanja tega zakona je prišlo do tega, da je neživljenjski in smatramo, da ta zakon je narejen to, da bodo kmetom enostavno kradli živine. To, kar je zdaj bilo razloženo, je enostavno kraja živine. Z terena nas kmetje opozarjajo, a bomo kaj naredili. Sedaj so odpeljali živino, naslednji korak bo stroje, potem pa zemljo. To se je dogajalo v 48 letih, v času informiroja. A smo tukaj zdaj? A se vprašamo, v leto 2023 živimo nazaj v tisti stari železni dobi.
Avaju odziv politike v čem negativno preseneča ali pa pozitivno? Mogoče vi, gospa Vida Čadonič Špelič, kako je ta dogodek odmeval v državnem zboru med vašimi poslanci? Jaz bi rada najprej dopolnila gospoda Medveda. Ta zakon je tipičen primer, kako se zakonov ne sprejema. Ja. To se pravi mimo stroke in posledice so tukaj. Ja. Stroka in kmetje imamo čisto vest. Smo opozarjali, do onemoglosti smo opozarjali. Toda oholost politike vladajoče je vse preslišala. Bojim se, da to ni osamljen primer, da je tudi na drugih področjih enako, kar smo res lahko zaskrbljeni. Ja, odziv politike. V tem trenutku pa je seveda odziv politike ponovno različen. Tisti iz opozicije, ki smo opozarjali, da delajo veliko napako, strokovno, predvsem pa škodo kmetu, seveda zdaj to ponovno poudarja in upa, da se bo na tem primeru dejansko izkazalo, da so se zmotili, ker enostavno bi treba zakon popraviti. Ima pa zdaj minister Šarec priložnost, da na tem primeru dokaže, ali še spoštuje pravno državo. Kako naprej? Upam, da bo vladajoča politika, če se prej sama ne sesuje vase, vendarle spoznala, da zmagati na volitvah ne pomeni dobiti državo za igračo, ampak pomeni odgovorno voditi državo. Na tem primeru se kaže, da žal temu ni tako. Gospod Medved, kaj pa vi pričakujete sedaj? Tudi, če greva nekoliko še nazaj, kmetje ste z velikim protestnim shodom s traktorji opozorili na sebe, takrat dali kar nekaj zahtev kmetijski ministrici. Kje so sedaj te zahteve slovenskih kmetov? Poglejte, mi smo z bivšo ministrico in ministrstvom za naravne vire dobro peljali pogajanja, dosegli pri Naturi 2000 napredek, pri OTT napredek, pri masni bilanci. Sveda, 6.9. smo imeli potem planiran naslednji pogajanje, vendar, ker smo kmetje, ki je v jesenskem času bilo ogromno dela, so me za terena poklicali ti, ki pa smo bili v tej pogajalski skupini, da bi za 14 dni ta pogajanja prekinili, da se opravi, ker vsi ti živimo od kmetij, da pa ta dela opravimo, da nismo zaostanki. Vemo, da letošnje leto je bilo zelo, zelo naporno za kmetijsko pridelavo in je bilo treba vsaki sončen dan, lepi dan izkoristiti, smo si vzeli 14 dni časa. Na kar se je zgodilo, da kmetijska ministrica bila odstopljena. In sedaj v vladi, sedaj v tem času nimamo nobenega sogovornika, ki bi bil verodostojen, ki bi lahko o nečem odločal. Opozarjamo jih, nova dva državna sekretarja, da je to treba čim prej nemudoma peljati naprej, ker kmetje to od nas z terena zahtevajo. Opozoril sem tudi predsednika vlade, dr. Goloba, da želimo čim prej verodostojnega ministra, ki bo imel vsa pooblastila njega in vlade, da bomo lahko peljali pogajanja naprej. Kajti slovenski kmetje si to zaslužimo, sem rekel, da pridelujemo strateško orožje, to hrana. In odziva ni. Seveda sedaj gospod Šarec, ki je VD ministra, je ravnal prav, da je pač za ta del šel po revizijo v postopka in upam, da bo izsledki res pošteni, verodostojni in v korist slovenskega kmeta, kar si od njega pričakujemo. Vkolikor ne, verjemite, da ne bo enostavno to sprejeti, kajti kmetje že imajo traktorje zakurbljene, po domače povedano. Jaz bi mogoče za konec res rada poudarila, da tako kmetje kot veterinarji smo vedno na strani živali. Smo največji zagovorniki zaščite živali, ker eni in drugi od živali živimo. In eni in drugi tudi obsojamo posamezne primere, kadar res prihaja do kršitev. Vendar, to, kar se je zdajle zgodilo, je zame napovedana vojna slovenskemu kmetstvu. Kmetje se čutijo izigrane, bojijo se, kdaj bojo inšpektorji prišli na njihovo dvorišče in ponovili zgodbo. In zdaj je res čas, da upoštevamo, če nismo pri sprejemanju zakona, da upoštevamo stroko, ne nevladnike.
da odločajo strokovnjaki in da pri tem upoštevamo vse zakone, ker verjetno si vsak od nas želi, kadar ga obravnava inšpektor, da ga obravnava strokovno in v skladu z zakonodajo, da se ima pravico braniti oziroma povedati svojo resnico. In v tem primeru tega ni bilo. In zato tudi sama pričakujem, da se bo na tem primeru dejansko pokazalo, ali slovenska politika je na strani kmeta, ker so govorili, ko so sprejemali zakon, ali se bo ponovno pokazalo, da je kmet razredni sovražnik te vladajoče koalicije. In zaradi slednjega sem jaz res zelo žalostna in zaskrbljena. Poudaril bi jaz tukaj, da slovenski kmetje popolnoma zaupamo slovenski stroki, veterinarjem, kajti veterinar vsako leto vsaj enkrat obišče kmetijo, ki ima redni pregled hleva. Potem, kdo ima rejne živali? Veterinar hodi zdraviti, kjer veterinar vedno opozarja, ali osemenjivati, vedno smo v stiki z njimi, vodi se hlevska knjiga. Kmet je z veterinarjem zelo dobrih odnosih in mu zaupa. In veterinar je tisti, ki kmetu svetuje, tudi pri reji, kolikor karkoli ni dobro živali upitana, ti svetuje, dobi si svetovalca, ki bo ti svetoval o prehrani, izboljša prehrano. Vse to veterinari delajo in kmeti imamo neizmerno zaupanje do naše slovenske stroke. In v tem primeru jih ni poslušal nihče. In to je najbolj žalostno, da se zanemarja slovenska veterinarska stroka, ki je na visokem nivoju. Pogled na eni strani politiki, ki bo morala sedaj nekaj storiti, na drugi strani pa ta očrnjenost slovenskega kmeta, ker ko dobimo eno zgodbo, se zdi, da so vsi slovenski kmetje takšni. Ja. Kako to popraviti, gospod Medved, na to pa gospod Čadonič Špelič? Glejte, vse te opaske, ki zdaj letijo na kmete, to bo nepopravljiva škoda. V Švici je kmet takoj za zdravnikom spoštovan. V Sloveniji se pa nenehno blati kmeta in že kar tisto si je neki kmet. Ampak, gledajte, danes kmet biti je malo drugače. Kmet moraš biti in direktor svojega podjetja, bančnik, strojnik, organizator, moraš biti tudi in del veterinarja, moraš biti vremenoslovec, vidite v teh klimatskih razmerah, kako je treba se boriti, kaj vse je treba izboljšati, če želimo pridelati hrano, bo treba namakanje uvesti, je treba, tudi digitalizacija prihaja zdaj na kmetije. Kaj vse ta kmet mora znati? Ampak vedno je še v družbi manj vreden. In to ni pravično, ni pošteno. Vsak parat od tega kmeta kvalitetno, okusno hrano poje in prav je tako, potrošnik je postal zelo zahteven in pa tudi kmet se mora temu in se temu prilagaja in ta znanja, ki jih ima kmet, so neizmerno velika in nihče jih ne spoštuje. In tu bo treba politika, prvi vrsti politika narediti svoje, kar ni naredila svoje naloge. Politika gleda samo vase. Pozablja pa, da 1% je tistih kmetov, ki res prideluje hrano za trg. In tisti kmetje smo tisti, ki se občutimo neizmerno zapostavljeni. Zato tudi mladih prevzemnikov ni. Poglejte, nedolgo od tega je bil razpis za mlade prevzemnike. 12 milijonov sredstev je bilo namenjeni. Prijavilo se jih je samo 84, za 1/4 sredstev. To je prvi pokazatelj, rdeči alarmi bi morali goreti v parlamentu, vladi, vse posod. Kaj se dogaja? Zakaj kmetje ne želijo? Odhajajo ti mladi izobraženi v tujino. Ker slovensko podeželje je specifično, poglejte, hribovitega ogromno, ravnin je zelo malo, tudi ta hriboviti del bo treba obdelati. Zveri napadajo, zveri na podeželju je ogromno, politika še vedno ni rekla, ali bo drugo leto lahko drobnico dali rejce v pašo. V teh predelih gore, v hribovskih predelih se je razširil volk medved. Nihče ne reče na to nič. To je en kup vprašanj za slovenskega kmeta, za slovensko podeželje, kjer mlade odvrača od tega. In še enkrat, rdeči alarm bi moral goreti, pa nihče o tem ne govori. Lidl-Hofer nas ne bo oskrboval, ko se ne bo pridelalo hrane. Vemo, da na mejah Evrope divja vojna. In to je lahko velika posledica za slovensko hrano. Gotovo pa tudi nevladniki ne bodo prispevali k temu, da se bodo denimo privezovali za jasli in podobno, kar smo videli v preteklosti. Ja, ta primer dejansko bo pokazal, kako resna je sedanja politika.
Res si želim, da bi ta nadzor bil opravljen neodvisno in strokovno in da bi javnost dejansko zvedla ugotovitve tega nadzora. Vkolikor se pokaže, da je inšpektorica naredila napako, prekoračila svoja pooblastila, pričakujem, da se bo slovenska politika opravičila slovenskemu kmetu. Ampak mimo tega primera še nekaj. Zadnji čas je, da ta vladajoča koalicija resno začne jemati kmeta, se z njim pogovarjati, mu je priti naproti tam na vseh področjih, ki jih je naštel gospod Medved, da jih ne ponavljam. In če resno misli, potem ima zdaj čas, da najde kompetentnega ministra, ki bo vedel, kaj je to slovensko kmetijstvo, ki ga bo razumel, ki se bo pogovarjal z slovenskim kmetom in ki bo tudi vladi predlagal ustrezne ukrepe. Civilna družba je zazdraven kot sogovornik, ne more pa civilna družba odločati o ukrepih, ki pomenijo našo samooskrbo. In če nekaj v kratkem ne naredijo, konkretnega za slovenskega kmeta, ji bom jaz predlagala, da nikoli več ne izrečejo javno te besede, ki jo vsi politiki, pa tudi drugi radi izrekamo. Samooskrba s slovensko hrano, ker je ne bo več. In to si res ne smemo dovoliti. A vas je presenetil ta povezanost nevladnih organizacij pri tem zakonu? Niti me ni presenetil. Ni me presenetilo, veste zakaj? Zato, ker na Erarju lepo piše, da dejansko je to dotično društvo za zaščito konj, menda v letošnjem letu sprejelo več kot 50.000 evrov. To se pravi, da tukaj ne gre samo za ljubezen do živali, ampak gre za nek način preživetja. Ob tem, da na Facebooku vidim veliko podporo partnerice gospoda Goloba tem dejanjem in tem osebam. Kaj to pomeni? Da so povezani, da so prišli na oblast s pomočjo civilne družbe in da nam v resnici civilna družba zdaj vlada. In temu se ne more reči resno vladanje. Mene, veste, pri tej vladi po letu pa pol ne preseneča pravzaprav nič. Veste, kaj bi me pa presenetilo? Da bi dejansko spoznali, da ne zmorejo in da ne znajo in da bi prepustili vodenje države tistim, ki to znajo, zmorejo in so odgovorni. Na to zadnje morda je za počakati. Gotovo pa, gospod Medved, slovenski kmet ne more čakati 2, 3, 4 ali pa 5 let. Glejte, slovenski kmet je že na kraju svojih zmogljivosti. Enostavno vsa ta zakonodaja, vsi ti ukrepi ga morijo, dušijo in kmetje enostavno tisti, ki se upokojujejo, zemljišča dajo najem. Mladi, sem povedal, kako je z njimi, da bežijo z kmetij in nočejo prevzeti kmetij, ker enostavno ne vidijo prihodnosti. Vsemu temu je to velika posledica. Ker je pa gospa Vida rekla o sredstvih, danes je na Facebooku zakrožila ena zgodba, kako je gospa, ne vem kako se piše, ki je posvojila to kravo, 16 evrov dobi na dan odškodnine, se pravi za kravo. Zdaj pa poglejte, to pa je ekonomika za preživetje. 480 evrov na mesec za vzdrževanje krave. To je 6.000 evrov na leto za kravo. Krava je pa vredna jurja pa pol. A vam pove to kaj, da je to enostavno sedaj zadaj nekak ekonomski zaslužek za te nevladne organizacije. In to mi podpiramo. Iskrena hvala, spoštovana gosta, tudi za ta vidik bi se ga bilo vredno še dotakniti bolj podrobno. Za danes pa hvala lepa, ker sta pojasnila zadeve. Tudi vam hvala za povabilo. Najlepša hvala tudi vam in želim, da še kakšno takšno oddajo posnamete, da slovenski narod izve dejansko resnico, ker potrebno je, da objektivno poročamo za to zgodbo, ki se sedaj dogaja.
Hvala. Se trudimo, hvala lepa obema še enkrat. Spremljali ste današnjo vročo temo, oglejte si jo na portalu YouTube ali pa tudi preberite na našem portalu www.domovina.je. Lahko pa boste članek našli tudi v tiskani izdaji in tako podprli neodvisno novinarstvo. Želimo se dobro.